Strahu nimam več, tega sem se znebila, spoštovanje do razdalje pa še vedno. In vem, da sem takrat nekih 47 minut ali koliko tekla in sem bila presrečna. Prebrala sem si pač vse, kar je bilo takrat na voljo glede tega. Takrat je še Polet izhajal, recimo, je bila ena taka revija. Moramo, mam, gremo, vi ste organizirali, smo šli. Pa veš, da imaš pa polovičko, ne. Saj sem se pa rekla, ne maram stvari puščati na pol, ne. Jaz sem sovkoni najrajši, nekako sem se z njimi in za hitre treninge imam njihove pač speed, endorfin speed. Zdaj za maratone imam pa endorfin pro trenutno. Spoštovane, drage dame in gospodje, tokrat priklopite na YouTube, da boste še videli mojo sogovornico, ja, simpatično Katarino Vrabec iz Dobove. Katarina, živijo. Živijo. Ti rečeš bolj Dobova, ne? Dobova, ja. A tako se naglašuje v vaših koncih? Ja, oni veliko, mislim, jaz sem iz Kamnika drugače, ampak zdaj sem že od 2015 pač živim v Dobovi in ja, tukaj veliko umlav to uporabljajo, no, tako da Dobova. Mislim, pa ti je bilo težko iti praktično z gorenjskega okolja sploh ne vem, kako ne rečem to, to ni ne Štajerska, Dolenjska, sploh ne, kaj je to sploh? Načeloma je Štajerska, ker je čez Savo in spada pod Štajersko, tako da mislim, večina ljudi bi rekla, da je Dolenjska, ker se pač peleš po dolenjski avtocesti, ampak ja, je pa Štajerska, no, geografsko. Geografsko je ampak Ja. mislim, vse tam bili se Bizeljsko je znano Tudi. po dobrih vinih in tako naprej. Tudi. Se je bilo težko navaditi, no to mi povejo, ne se prestaviti z enega konca Slovenije od drugega. Veš kaj, jaz sem bila pač se pravi srednjo šolo, pa tudi faks sem se še vozila s Kamnika v Ljubljano, potem sem pa kar nekaj let živela v Ljubljani, tako da seveda je bila sprememba, sploh jaz sem takrat zaključila izobraževanje v Ljubljani, in sem se preselila sem, tako da sem bila še nekaj časa potem brez službe. Tako da ja, definitivno je bila sprememba, ampak bi rekla potem po kakem letu dve, da na boljše, definitivno starejša, ko sem, bolj mi paše ta mir in tišina in čas za sebe in tako, no. Recimo v nasprotju s tem vrvežem ljubljanskim, tudi sama sem prej veliko več hodila in ven in se družila in po službi in pač kadarkoli je bilo, medtem ko mi zdaj mogoče res na drugi strani bolj ustreza ta malo bolj mir, bom rekla, no. A kaj, no dajva tako reči, ne, pa vseeno kaj pogrešaš, no, mogoče iz prejšnjega življenja v mestu, v okolici mesta, kaj bi pa vseeno iz tistega prenesla tja dol? Veš kaj bi prenesla, mogoče recimo, zdaj se moraš reči, da zelo rada sem po koncertih jaz hodila, ali pa kako gledališče ali kaj takega. To zdaj praktično sploh več ne hodim, zato ker, ali pa zelo redko, ker enostavno je oddaljeno, bistveno bolj, kot je bilo prej. Sicer se mogoče malo čudno sliši, ker je cela Slovenija pač majhna, spet niso ne vem kake razdalje, ampak tudi sama sem postala mogoče malo bolj lena za neke te stvari, se usesti v avto in peljati in potem ob 11 polnoči nazaj, ali pa še kasneje, ne. Pač imam še druge obveznosti, imam službo, tako kot večina ljudi in ja, seveda so spremembe, so kake, veš kaj pogrešam? Hribi so malo dlje. Ja. No, to sem hotel slišati, ja, ker Ja, to je mogoče še bolj, no, zato ker oba tudi s partnerjem zelo rada smučava in tudi veliko sva po hribih hodila, sploh tisti prvi 2 leti, ko sem še v Ljubljani živela, in tega, dobro, tudi zdaj na račun teka in vseh teh maratonov in tega, so zdajle te hribi in podobne stvari malo na stranskem tiru. Že kar kake 2-3 leta, no. Tako. bi rekel, da si tam spod Kamniško-Savinjskih Alp, Ja. imaš kakšen vršac obdelal ali pa s tega, ja. Sem. Večino, no, še kaj ostaja, še kaj, sploh v Julijskih Alpah, se bo še kaj našlo, pa tudi po tujini se bo še kaj našlo, ker sem tudi velik ljubitelj trekingov, sploh teh večdnevnih.
mogoče iz istega razloga, tega odmika od vrveža, interneta, povezljivosti s svetom in tako naprej, novic in ne vem kaj, in mi to strašno paše, no. Res rada imam te stvari. Da vem, da potujeta z Markom, kar veliko, no, sta potovala. Kolikor se da, kolikor se da. In sta tudi aktivna na teh, bom rekel, dopustih, na teh Ja, ja, potovanjih. ja, tudi kolikor se da, evo. S kakim trekingom združba, recimo en takih lepših, pa mogoče, mislim, da je bilo tudi prvo najino tako potovanje, je bila Tanzanija, in to sva združila s Kilimandžarom. Je bil pač najprej ta trekking na Kilimandžaro 6-dnevni in to je pač taka nepozabna izkušnja, no. Tudi moja prva Afrika in ne pozabiš nikoli tega stika, spanja v šotorih, tam pri 0 stopinjah, pa še kaj minusa, pa tako. Itak imaš porterje, oni ti kuhajo, nosijo vso prtljago za tabo, ti v bistvu samo uživaš v tem, da hodiš in si tam in probaš vsrkati vsak trenutek, ki ti je dan, tako da ja, res lepe stvari, no. To je ena takih stvari, ki mi bo res verjetno ostala za vedno v spominu. Dol pod Kilijem, ja, v Znožju, obstaja tudi polmaraton pa maraton, taka Ja, manjša ja, prireditev. Reče se mu res je. Kilimandžaro maraton, ampak laufaš po tistih zbitih potkah iz tiste ilovce in gledaš pač to mogočno goro tja gor, Ja, pa smo se že pogovarjali, pa Tanzanija je kar daleč in tako naprej, pa bi združili morda to s trekkingom, ampak mogoče je to preveč. Kako zahteven, no to te hočem vprašati, kako zahteven je takle podvig, koliko podlage rabiš, da se uspneš na Kilimandžaro, ki je vendarle skoraj 6000, ne? skoraj 6, ja, skoraj 6 je. Zdaj, takrat sva dosti hodila po hribih, definitivno ta kondicija pride prav ravno tako od teka, bilo kakšna kondicija, jaz mislim, da jaz nisem pristaš tega načina razmišljanja, ki mogoče imajo eni, da bojo vstali s kavča in šli, ne vem, na take stvari, zdaj ali je to polmaraton ali je to mogoče kako 10, ko nekdo, ki se s športom ukvarja, pa tudi 21, ko nekdo, ki se ukvarja redno, jo bo zmogel brez večjih težav, ampak jaz mislim, da moraš ti telo pripraviti na take napore, ker imaš bistveno manj matranja, več imaš od tega in ti res lahko zaužiješ stvari. Tako da ja, taki trekingi so naporni, ker si v bistvu vsak dan si bolj utrujen, spiš na višini, kar pomeni, da je regeneracija slabša. Tako da se kar lepo nabira tista utrujenost, no. Pa ena stvar je pa ta višinska bolezen, ki jo pa ne moreš napovedati, ne, to pa pravijo, da ne glede na to, koliko si pripravljen, nisi pripravljen, odvisno, kako se bo telo odzvalo na to višino in imajo tudi dobri športniki težave ali pa tisti, ki so to dobro pripravljeni, pa nekdo ne bo imel pa nekaj povprečnega, recimo, neka povprečna pripravljenost pa mu ni neki problem, ne. Zdaj tam, ko smo hodili gor, smo videli vse, od bruhanja do joka, do vsega, ker tisti zadnji dan štartaš dobesedno sredi noči, mislim, da ob enih dveh zjutraj, ker je cilj, da prideš do sončnega vzhoda na tisti vrh. In potem tako, ko pogledaš gor, mi smo bili še pri šotorih, se prav vidiš po celem tem vrhu, morje lučk na glavnih, ki hodijo gor in si misliš, dobesedno tako vidiš navpično gor to in je kar tako malo, a resno, ali kaj je tole, bo zdajle treba v parih urah dati čez, ne, tisto je pa kar nekaj višinskih metrov in kar nekaj ur tega. Po eni strani dobro, da je tema, no, da potem tam hodiš in ja, tako je, mislim, je naporno, ampak definitivno vredno, saj z maratonom podobno. Noben ni lahek, ne. Je bil v vaši skupini kdo, recimo, ki bi ga ta višinska bolezen morda zdelala do toliko, da ne bi mogel osvojiti vrha? V naši skupini nas je bilo 5 Slovencev in vsi smo zmogli. En je imel malo več težav, ampak ja, je na koncu, se tudi vodiči pomagajo, tudi mislim, da imajo kisik s sabo, če bi bilo treba, on niti ni tega rabil. Je bil pa res utrujen, no, res je bil, ga je matrala ta višinska in glavobol, mislim, da tudi, ampak vsi smo prišli gor veseli, skupaj smo prišli, tako da je bilo. Ena stvar še, ki jaz nisem pričakovala, je recimo tle na teh višinah, ko imam kisika, bistveno bolj zebe v roke pa noge, recimo. Mene že tako to zelo hitro začne zebsti in vem, da jaz, ko smo hodili gor, tisti počasni hoji, pole, rečejo oni, ne, res korak po korak, me je mene res zeblo v noge, to se pa spomnim in roke, no, pa bila sem oblečena konkretno.
Tako da to je mogoče še ena taka stvar, no, ki zna biti problem na višinah. Se pravi, ekstra štumfi, rokavice, kape Ja, in ja. koliko je pa, Mogoče še ekstra, ja. prav, evo, zabeleženo, če kdaj grem, te bom sigurno še prej poklical, No, ampak pomoč. povej mi pa, kje se pa začne gor, pravzaprav, kje pa je gor snežna meja, no, ker vem, da je Davo Krničar pokojni smučal iz tega Kilimanjara, ampak kot vem, se je bolj po pesku vozil kot po snegu. Ja, ker zdaj, ko smo bili mi, je bila meja, jaz mislim, da je bil sneg samo tistih par 100 metrov pod vrhom. Prej ne. Je pa res, mi smo bili julija ali avgusta, mislim, da je bil julij, ker je takrat suha doba pri njih. Druga suha doba je tam okoli novega leta in to so pač te primerni meseci za vzpon. Tako da ja, ko smo bili mi, je bilo snega res malo, no, sam na vrh. Mogoče, kaj pa vem, 200 metrov pod vrhom. Ker od zgoraj se malo, se veš, itak je vulkan, ni glih planota, no, ampak se pa dosti zravna na vrh. Ni tipična, mislim, ni tipični Ni špičak. 6000-ak, no, špičak, Ni, ja, ni, tako. ni Ja, špička, ja, ni tle ni špička. fizičnega vzpona, ne, tle v bistvu trekking, no, ja, dostopno. Mogoče pa res maraton, vem, da je v mesecu februarju, evo, mogoče, pa še na Zanzibar za kakšen teden na morje, pa imaš pa Ja, ja, vse. ja, ja. Mi da so tudi tako zaključila pol, no, še safari smo imeli prej, pa potem ta Zanzibar, tako da lepo. Evo, mogoče na bucket listu so dala to, Ja, Katarina, evo, to je bil zdaj najin uvod, zakaj sem te povabil v tale podcast, ja, ker so bila par dni nazaj skupaj na maratonu v Parizu, to je ena stvar, ja. pa ne samo zaradi tega, ne, predvsem zaradi tega, ker si, potem sem šel gledati eno lestvico slovenskih ženskih maratonskih rezultatov, recimo letos in ti se uvrščaš visoko, ne. Prvo deseteri so prav gotovo tudi v lanskem letu si seksi, ena, dajmo reči, hitrejših slovenskih rekreativnih maratonk, lani si utekla 3:16, zdaj pred kratkim 3:18, gleda, kot da ima še ogromno rezerve, saj po tistem, kar sem videl po maratonu, ko si No, vidiš. skakljala okrog. In poleg tega, ne, da si odlična maratonka, si tudi doktorica znanosti, ja, Ja. iz genetike, prej si študirala mikrobiologijo, na tem Tako je. področju v bolnišnici v Brežicah tudi delaš, tudi okrog Mhm. tega bo kakšno rekla. Mislim, zelo zahtevne stvari v življenju počneš, pa te bom ta prvi vprašal, Katarina, zmeraj si postavlja visoke cilje, no? Si tako high achiever, si daješ visoko letvico in zasleduješ cilj. Ja, mislim, da sem kar zahtevna sama do sebe, no. Mogoče nisem nikoli na tak način gledala teh stvari, ampak zdaj je zanimivo, ko nekdo to povzame, recimo tako, kot si ti zdaj, ne. Verjetno res, ja. Ker, ja, saj vedno hočem stvari, ki jih začnem, jih hočem tudi zaključiti, to mi je res ciljno, zdaj katerakoli stvar. Ne gre vedno skozi, sploh na športnem področju, vemo, da nas lahko marsikaj ostalo, pa recimo, kar se izobraževanja pa tega tiče, kjer nimaš tovrstnih ovir, pa ja, želim zaključiti stvari, ki jih začnem, no, ne maram na pol puščati, kako bi rekla. Zato si dokler mlada tudi doktorirala, bi človek rekel, da ne, mislim, že ob 20 si se lotila tega študija in kar ga Ja, takoj po marsikdo ne. faksu, dejansko je bilo nadaljevanje univerzitetnega študija mikrobiologije, potem sem se pa pač vpisala na doktorski študij. Bila sem mlada raziskovalka, obenem na medicinski fakulteti. Sem delala na področju ALS, tako da je tudi ena taka lepa zgodba nastala v teh 3 letih pa pol, no. Ali se poznal sem človeka, ki je bolehal za to boleznijo, že je pokojen. Vemo, da je ALS imel Stephen Hawking, ja, mogoče eden najpametnejših ljudi vseh časov, ki je skakljal po tem svetu. Kakšna pa je incidenca te bolezni, recimo, mogoče veš, no, se kaj spomniš iz tistih časov, koliko ljudi prizadene ta nevrodegenerativna bolezen? Veš kaj, ni veliko, to je par procentov ljudi, ampak bolezen je huda in je smrtna in v parih letih pač prideš od diagnoze do zaključka, no, do smrti. Tako da z tega vidika je. Recimo ena stvar, ki ti bo sigurno znana, so recimo Wings for Life, ki se ravno s temi boleznimi hrbtenjače ukvarjajo.
ne samo z ALS, tam so bolj poškodbe sicer, ampak zelo bila je ena kampanja s tem ozaveščanjem o amiotrofični lateralni sklerozi, kjer so se z vedrom ledene vode polivali, to je bilo par let nazaj, Spomnim če ti je se, mogoče. točno. To je v povezavi s to boleznijo, ker naj bi v bistvu ta ledena voda nekako simulirala to ohromelost, ki ti jo ta bolezen oziroma sama diagnoza naredi, oziroma kako ti postaneš zelo hitro, no, to že v parih mesecih grdo napreduje in zelo hitro se stvari slabšajo. Pa zdravila ni, ne, to je ena stvar. Pa obstaja recimo, obstaja smeri raziskovanja, ki bi naslovile recimo, ne vem, to stanje, ki bi ga upočasnile, ki bi, ne vem, iznašle neko genetsko terapijo, ne vem, kakšno Tako. gensko terapijo. Ja? Jaz sicer zdaj zadnje čase res ne sledim več tem raziskavam, ampak takrat, ko mi smo sodelovali tudi s King's Collegeom v Londonu. Oni so bili takrat kar, jaz mislim, da se oni tudi naprej še s tem ukvarjajo, definitivno. Oni so kar pogruntali, no, par stvari na področju čist genetike, se pravi sprememb na nivoju DNA, ki so povezane s to boleznijo. In nekaj podobnega sem jaz tudi potem na slovenski populaciji v okviru moje doktorske disertacije raziskovala. Tako da ja, so predispozicije, zdaj pa kako bojo to, zdaj kako bi se to zdravilo, pa mislim, da še ni, no. Ne, da bi jaz vedela, da bi bil nek res dober napredek v smislu zdravljenja te bolezni, no. Zdaj, ok, genetika, mislim, to je fantastično, zanimivo področje. Sigurno so te, potem, ko si bila promovirana v doktorico znanosti, ne vem, ti ponujali kakšne pozicije oziroma na tem področju, no, se pravim, danes je genetika hitro razvijajoče se področje Ja. in strokovnjakov manjka in je res, bom rekel, zanimivo, bolj kot za raziskovanje vesolja skoraj, no. Kako to, ali si delala kaj na tem področju, ali so te vabili kam? Ne, delala pol nisem več, ko sem zaključila študij. Zdaj, če bi res hotela, potem bi se mogla v tujino se odločiti pa iti v tujino. Da se marsikaj tudi tule narediti, ampak verjetno, če res hočeš nekaj, potem je treba življenje temu posvetiti in ja, mislim, jaz se nisem za to odločila čisto iz vidika, ker sem želela še kaj drugega v življenju početi, ker že tako kot si sam se bom kar navezala na tisti tvoj opis prej, ne, da sem zahtevna do sebe, bi verjetno potem se 100% posvetila tudi temu. Ampak sem se ravno zaradi tega, ker želim še kakšne druge stvari v življenju, sem se odločila tako, kot sem se in sem iskala službo na drugih področjih, no. Tako da zdaj delam v laboratoriju, diagnostičnem bolnice Brežice in sem tudi zadovoljna, ker imam tudi in dežurstva in nočne in vse, ampak imam pa hkrati čas tudi in za partnerja in za šport in konec koncev še za druge stvari v življenju, no, tako bi rekla. No, ja, Tako da takrat se odločiš vse, kot se odločiš, ne, saj itak tako kot vsak, potem še kdaj sigurno pomisliš, bi se še enkrat isto ali bi ali ne bi, ampak sem pomirjena s to odločitvijo in zadovoljna, da sem se tako odločila, ker mi toliko enih lepih stvari si lahko verjetno zaradi tega, ker tudi zaradi te odločitve privoščim zdaj. No, vidiš to, mogoče kdo ne razmišlja, ki morda ima visoko leteče cilje, pa vidi, ne vem, neko kariero, ampak si ne predstavlja, da potem je to lahko zelo zahtevno, psihofizično, časovno, in da ti začrta smer življenja in potem ni to potem nekaj na pol zadelati, ne? Ne. Točno to, ja, saj si ti lepo povedal. Jaz tudi mislim, da ja, potem živiš zato, ker tudi te stvari te posrkajo. Stvari so zelo zanimive in ti, ko začneš delati na tem, tudi taka stvar, recimo, ki ti toliko velik del življenja zahteva od tebe, te mora posrkati in ti moraš imeti tisti drive in voljo in željo in Ti živiš potem v bistvu kariero, to je to. Ti živiš za to, ja. In samo na tak način si lahko dober. Nekaj na pol tle ne gre. To zahteva celega človeka in zelo lepo, kdor se je za to odločil in super.
Ampak ja, tako je. No, to si lepo razložila, no, se pravi, vse gotovo te marsikdo kdaj vprašal, zakaj Katarina pa ne to, pa ne ono, pa Ja, levo, ja, pa ja, desno. tako da. A ne? Ja, ja, Mislim, definitivno. jaz sem na to človek pomislil, da je to neka vložka daš v neko odskočno desko, zakaj pa tega ne razviješ, ampak potem začneš razmišljati, ne vem, to ni potem nekaj, kar bi čez 2 leti bom šel pa nekaj drugega delati, ne, Ja, ali pa ne, nekaj ni, takega, ne, glej, ja. tle je pač to razcep mogoče v življenju, kam grem, sem ali sem. In se odločiš in to je to. In Slovenija je lepa in hvala Bogu smo te uspeli zadržati na rodni grudi, no, sej, No, da no. je treba tudi neki, ne. Mislim, da se Ja. lahko pogovarjava, ja, o maratonki, ki na slovenskih tleh toče odlične rekorde, to je tudi podatek, ki šteje mogoče samo eno stvar, no, ko si ti, pa če danes gledaš, a ne, pa ne boš imaš, to mi zadnjič prišlo na misel, a ne, kakšna je če razlika v teh, ne vem, desetletju in tako naprej. Umetna inteligenca, generativni modeli, pri svojem delu ne vem, kako to uporabljaš zdaj, ampak če bi takrat imela ta orodja, bi bilo najbrž lažje, bi to se drugače lotila, oziroma, če drugače rečem, um, ali pri tem delu, pri mikrobiologiji, tudi pri genetiki, lahko ta umetna inteligenca zdaj naredi mogoče kakšen preskok, ki ga doslej nismo naredili. Mogoče jaz tle malo negativno gledam na to, jaz se tle pri tej umetni inteligenci malo bojim teh fake člankov. Ker v znanosti so pač članki vse, ne, in včasih je bilo, ko si prebral stvar v članku, je bilo to 100%. To drži, to je reviewji so narejeni in si se lahko zanesel. Mislim, članki se citirajo, zdaj pa ne vem. Se pravi, ven sem z tega, res tudi slabo spremljam, zelo slabo, ampak se bojim, no, da bojo kar izzivi glede in teh duplikatov, ker umetna inteligenca zna prilagoditi stvari, da ne izgledajo kot duplikati. Ne vem. Zdaj pa, kaj pa lahko doprinese, sigurno, kar se metodologije tiče, se stvari razvijajo. Sigurno hitrejš prideš do informacij, kot si prej, ker si mogel pač, dobro, jaz sem bila v dobi interneta, mi smo že po internetu iskali članke in informacije in znanje in vse, ne, nismo več po knjižnicah, mislim. Glede tega definitivno lahko hitrejš in ti prihrani čas in tako naprej. Pa mogoče tudi kaj se stavi, ne vem, kakšne prispevke, članke, ne vem, PowerPointe, prezentacije itd. Ampak res bomo mogli neko kritično razmišljanje tle uvesti še veliko bolj, kot je bilo kadarkoli, ker ne moreš več vedeti, kaj je res, pa kaj je fake. Se sam vidiš po Instagramu, ne vem, kaj se pojavlja, vse na svetu je malo morje. Če se navežem nazaj na tek na svetov, je toliko, da moraš pač stvari ugasniti, ker so, mislim, šum postaja. Stvari, ne veš več, kaj je kvalitetno, pa kaj ni kvalitetno. Zdaj se zgubiš v tem. Tako da ja. Mislim, zdaj, tudi, Ja, zdaj se fotke niso več realne, videi ja, niso več ja, realne, ja, nič več ni. ja. Mislim, na vse gledaš zdaj skepso, ker ne veš, kdo te Jaz, ja, hoče. ja. Mislim, mislim, po svoje je to grozno. A ne? Saj, Ja, ja. jaz pripisujem mogoče tudi ta porast zanimanja za športe v naravi, oziroma za tek kot tak, tudi skozi to, da so ljudje prenasičeni enih informacij, ki so povrh lahko danes zdaj še halucinacije, oziroma fake, oziroma in pol ljudje traja odložijo, pa grejo ven laufati. To je edina stvar, ki jo lahko Ja, še sej, primeš. No, tako. tle bi mogoče kakšno mlajšo generacijo bilo fajn vprašati, ampak vsaj to, kako sama vidim, mislim, da se vendarle tudi oni, da se odmikajo od tehnologije. Mi smo vseeno iz analognega sveta in mogoče malo drugače. Po drugi strani opažam tudi, da je tudi mogoče našo generacijo zelo posrkali, da pa mi non-stop v telefone bulmo, pa ne. Pa se mi zdi, da te mlajši pa zdaj vendarle malo na stran, pa da upam, da jih bo ratalo, no, ker drugače ne moreš živeti s to štirikotno napravo pred sabo non-stop in mislim od tega, da si z nekom na kavi, do tega, ko hodiš po ulici, mislim. Ja, vsi zijamo ves čas Ja, ja. v te Se vidiš, krančke. evo, zdajle tudi. Mislim, ja, se, no, To mi pomaga, ne? Mislim, to je zdaj veliko lažje, kot pa da mi dva, da se dobivava nekje, ne? Da mislim, rečem, tehnologija je pomagala, tehnologija je imaš prav. plus, ne? Ja, Ja, ja. seveda. Ja, Brez tehnologije pač ta najn ne pogovor gre. ne bi šel, recimo, sveta, ne bi dosegel ljudi, po drugi strani pa, ne,
tako kot vsako stvarjo, se tudi teka je lahko preveč, se tudi tehnologije seveda. lahko, a ne, zmerna oziroma pametna uporaba tehnologije, ki mogoče, Tako je. a ne, je tudi Ja. lahko Na nas je, dobrodošla. ne? Ne. Ja, ja, Na nas je. a ne. Tako da greva zdaj na to elementarno stvar, ki si je reče tek. A ne. Elementarno Ah, stvar, ki, ja, zaradi katere sem se videla tudi spoznala, a ne, mhm. Res je, ja. pa greva najprej na čist na konc, pa šla pol na začetek. Ne. Okay. Pariz 2026, odlično si odtekla, 2 uri 19, oziroma pardon, 3 ure 19, to je, spoštovani, spoštovane, izračunajte po 44 na kilometr, ja, kar računite, ja, nekaj tazga. Ja, En malo, stvari, ne? če, evo, da si zdaj zamote, kako se ti zdel, evo, dajva za začetek, pariški maraton. Lepo, čudovito. Res je en tak nepozaben, sigurno 49. pariški, ne? Tisto jubilejno so potem malo po francosko Naj bo. utihnili. Ne, in bo nič hudega. Jaz sem ga zelo lepo doživela, od štarta do cilja. Mene je recimo, zdaj mogoče sem še vedno malo pod vtisom, no. Navijači, to je prva stvar, ker se, ne vem, mene je presenetilo, da ni nikjer ograj med navijači pa tekači. Recimo to zelo spominja na kak Tour de France, ker je, saj si tekel, ne, ja. Noro. Tam, čim se je majčkeno vzpenjalo, so dobesedno ta špolir delali in navijali in po imenu te kličejo, no, Ales, Ales, mislim, res je, vzdušje je noro in tolčejo po onih, mislim, res so in glasni in spodbujajo. Zelo lepo, posebno, drugače, saj vsak posebej, vsak je drugačen, vsak je poseben. Zelo nerada jih primerjam med sabo, ker včasih kdo vpraša, kje je bilo najlepše. Ne moreš reči, vsaka stvar je po svoje lepa. Zdaj, kar mi je še s to vodo, ne, ke so imeli s temi kozarčki. Pa če sem, ke sem to izvedela ene 14 dni pred tem, sem to začela komplicirati, kaj je s to vodo. Nikoli ne tečem ne z ruzakom, ne z ne vem čim, pač si te flaške v kak grm skrijem ali pa mi partner skrije zjutraj, ke gre na šiht, pa tisto spiješ in greš dalje. Na tekmah pač se zanašam na njihovo oskrbo. Tako da tule sem se pa potem, odločila, da bom prvič tekla z ruzakom, česar se ne dela, ne. Doma sem sicer to sprobala, ja. Mislim, ja, na Ampak trailih je to stalna praksa, ampak vem, na cesti vem, pa mogoče niti ne. vem, saj to je čisto res, ampak jaz res nisem nikoli. In sem pol res študirala, kaj naj naredim, ker to ustavljanje mi pa ideja samega ustavljanja na 4-5 kilometrov mi pa res ni pasala, no, tako da sem pol to alternativo izbrala. In sem bila kar zadovoljna, da sem se tako odločila, ker jaz sem samo šla svoj tempo, lahko sem pila kadarkoli, to je bil velik plus za mene. Mislim, to mi je bilo super, no. Ne želim si sicer v prihodnosti z ruzakom lavfati, zdaj vsakič upam, da se ne bo to prijelo. Šli so na to ekološko varianto, razumem, manj smeti pa ne vem kaj, ampak veš, kak karbonski odtis vsak od nas, ke prileti tja, pusti, koliko Mislim, so ja, vode, to smo, ne, koliko so vode stran zlili, zdaj ne vem, če bi bili tisti papirnati kozarčki tak problem, no, pri vseh smeteh, ke jih ustvarimo. Pa plus je bil sigurno za njih to, da ni bilo vroče, ker jaz ne vem, kaj bi bilo, če bi bilo pa 20-25 stopinj, kar tudi zna biti aprila. Mislim, da bi imeli kar malo več dela tudi njihova medicinska služba. In tule se res treba vprašati, nekaj tudi varnost tekačev. Mi konec koncev plačamo za te stvari in se mi mogoče, jaz nisem pristaš tega načina, za kar so se oni odločili, no, jaz upam, da se ne bo prijelo tole. ja, ravno to, kar si rekla, ne, vreme je bilo idealno in Ja, na koncu, ja, jaz sem zaznal samo gužvo samo na eni od teh vodnih postaj, ostalo je bilo kar tekoče, pač malo se je bilo treba prerivati, sicer bog ne daj, kaj bi bilo, če bi bilo 5, ja, kaj ni šele ja, 10 stopinj več, potem bi bilo res totalen kaos in ne vem, kot si dejala, ne, vse množične prireditve so same po sebi neekološke, roko na srce, ja, seveda. a ne. Vsa potovanja konec koncev, ne, vse. Potovanja, Saj, vse te ljudi na kup in tako naprej in tako nazaj. A ne, to, da mi pridemo tja, da mi ja, nakupimo ja, vso to robo, v kateri potem a ne, vse ja, tle bi lahko saj, ne, šla računati, kaj vse pojemo, kaj vse, a ne, izločimo in tako naprej. Potem pa
na koncu pridemo do lončkov, ki so, roko na srce, voda je, če kaj, brez tekočine res ne moreš, že brez kalorij bi šlo, ampak brez tekočine. Koliko vode si ti imela s sabo, no, to me zanima. Točno 1 liter si Mislim, natočila. pa je bilo dovolj? Je to tvoja doza za maraton? Ne, viš kaj, se sploh nisem imela občutka, koliko se pravi, ker nimam izkušenj s tem, koliko jaz sem zmer drugače pobrala tam en kozarček, če je bilo vroče enega na glavo, enega v sebe, kolikor si pač uspel, kolikor sem uspela spiti. Ne. Saj ne vem, jaz sem ocenila to vse, kar bo dost. Vzela sem si tisti še en ta njihov kozarček s sabo, jaz sem si zatlačila v en žep, pač če bi mi zmanjkalo te moje vode, da imam. Tako da, pa bilo je dovolj. No. Vem, da sem par kilometrov pred ciljem, da sem hotela še kak požirek narediti, pa ni bilo več, ampak tako v redu. Imela sem backup, no, ta kozarček, pa so ga dali zraven za večkratno uporabo, če bi bilo res premalo. Ampak ja, je Mislim, bilo v redu. jaz se spomnim, kadar sem vlačil kakšne camelbacke na teke malo daljše, me je najbolj motilo to, da se voda segreje že od telesa samega, če že zunaj ni toplo. Kaj pa je bilo pri Ja, tebi? mene to sicer ni motilo, mi je bilo okej, mi mogoče še manj paše tisto, da je res neka ledena voda, sploh, ko si segret, pa da tisto ledeno vodo piješ, to meni. Jaz sem imela največ težav s tem, da sem uspela ta meh fiksirati, da mi ni skakal, ker to bi se mi zmešalo, ker ne prenesem. Res, jaz že telefona nimam pri sebi, res imam čisto minimum gele, ker ne prenesem tega občutka, da mi nekaj skače, nekaj se mi premika. Tako da, ja, tako da to sem uspela zoptimizirati, no, tako da jaz ga dejansko nisem čutila in da se s tem laufati. Upam pa, da ne bo treba, no, tako. Ja, upam, da se ta izgled ne razširi preveč, še kje drugje, pa ne ostane pa gar v Parizu, se ne bomo šli koj nazaj. Kakšne si imela pa, ne vem, plan? Je bilo vse, si utekla po planu, je bilo nad planom, kaj se je dogajalo? A veš, da nisem si dala nekega plana, pripravljena sem bila dobro, nisem šla pa tisto na all out laufat, ker rada še malo doživim zraven. No. Mislim, da je bilo nekaj še rezerve, ker sem bila kar okej. Pol sem seveda malo tam par kilometrov pred ciljem, vedela sem na polovički, kak čas imam, se mi je zdelo nekako, da bi šlo pod uro 20, če držim tempo. Pol se sicer še nekaj vzpenjalo, moram reči, da se nisem s časom nekaj obremenjevala. Mislim, sem zelo enakomerno tekla, niti nisem še analizirala prav dosti teh stvari. Mislim, da je bil res enakomeren tempo, no, čez celo traso. Edini tisti pol, ko sem zavohala, da bo šlo pod uro 20, sem se pa potrudila polno zadnja 2 kilometra, pa mi je ratalo. Tako da pač neka meja. Za Drugače 3 pa ure, ne ja, grem. 3 ure 20 je, da knap je šlo, no, na 2 Ja, na 2 sekunde. sekunde. Na knap, ja. Se Mislim, zato. Ampak prav. ja, veš kaj, ne grem nekako rada čist na polno, recimo kakega Ljubljanca si prvošem, lani sem si ga, se zato je pa bil tak čas, ki je bil. Tle pa definitivno ne bi rada DNF-ja, pa rada prlaufam čez cilj še tako, no. V redu, veš, ne, da si čist fertik. Ne grem Mislim, vedno na polno, no. Tako. če bi rekla, ok, razlika pri tebi, no jaz pri sebi vem, marsikdo pri sebi tudi ne ve, kakšna je razlika. Včasih bi te presenetilo, da je 10 minut razlike lahko med tem, da te dajo na infuzijo ali pa da po cilju praktično daješ petke, pa bi lahko odlaufal še 5 km. Kakšna je pri tebi recimo razlika? Mislim, si upaš napovedati, če bi šla to nedeljo, pa all out, a ne, do bruhanja, koliko minut bi pospela odrezati temu času? Jaz mislim, da bi na 3 minute še lahko 3, 4, ne vem, tam 3:15, 3:16 bi verjeten bila sposobna, je pa res, da mogoče, veš kaj, malo je kar bila taka razgibana trasa, no, to se tudi pozna. Zdaj, če je bila neka ravna trasa, tako kot je Berlin, mislim, da sem bila tam za 3:15 pripravljena, mogoče 3:16 za neko tako traso ravno. No. Tule pa vprašanje, zdaj, če, ne vem, težko reči, malo je pihal tudi, lej, se veš sam, kak je bilo. Lepo. Predvsem je bilo lepo, ne se strinjam. Jaz sem bil Ja. absolutno pozitivno presenečen na marsičem. Res pa, da že res dolga leta nisem bil tam, ampak lahko rečem, da prireditev za skoraj 60 000 tekačev pač je organizirana zgledno in na Ja. nivoju kapo dol. Tudi Parižani so posvojili to reč in
prav zaradi tega so naredili svoje vzdušje, zdaj, evo, 3:19, Katarina Vrabec, odlaufa svoj maraton, stavi uro, uporablja Stravo, Katarina Vrabec. Katarina Vrabec ima Stravo, je prijavljena gor, ampak je zelo malo uporablja, ker se res trudi čim manj se s temi omrežji ubadati. Imam Garminovo uro, tako da imam te stvari, ki jih rabim pač tam na Garminu. Ja, to je to. Mislim pa, da so stvari tudi na Stravi. Mislim, da se avtomatsko gor nalaga, ampak sem zelo slaba s spremljanjem teh stvari. Ti sploh ne veš, mogoče imaš pa ful velik following, Mogoče ne, imam pa te obožujejo tam, pa ti komentirajo, ti pa Ja, še bom veš. šla pogledat, mogoče bi bilo fajn, da grem malo pogledat, da vidim, kako je kaj, kaj se kaj dogaja sploh tam. Pošpegaj. No, sej, jaz sem manj časa gor, kot bi si želel, včasih se tudi kakšne debate, ki razvijajo, tudi to zgrešim. Ampak ja, bom rekel, da je to vroče omrežje, ja, in da nekateri veliko dajo na to, no, in da lahko rečem, da sem sam dobil nekaj sporočil v ponedeljek, ker so drugi secirali moj rezultat, pa ugotavljali, da sem res za nič, a ne, in kaj je bilo narobe, ampak se pravim, sem rekel, joj, a ne, če bi si vedel, da bom skrutiniziran, bi napisal še disclaimer, bi napisal, a ne, da ne bi se kdo preveč obremenil s tem. Ampak v katerih copatih tečeš, Katarina? Jaz sem Sokoni, najrajš, nekako sem se z njimi in za hitre treninge imam njihove pač speed, endorfin speed. Zdaj za maratone imam pa endorfin pro trenutno, sicer bojo šli počasi v pokoj, ker imajo že skoraj 400 km, mislim v pokoj bojo, potem še dobri za kakšne hitre treninge. Imam pa tudi Esixove, mislim, jaz sem pristaš menjanja copat, no, ne tečem skozi v istih. Imam pač, kot sem rekla, ene imam za hitre treninge, ene imam za daljše, pa ene imam za lahke. Tako. Se mi zdi, da je fajn, no, da ni vedno na enak način noga obremenjena, stopalo, da niso vedno iste sile, ker vsak copat je malo drugačen. Probam pa seveda take izbirati, da mi še vedno, da mi ustrezajo normalno, da se dobro počutiš v njih. Pa vsake toliko tudi kiksnem, seveda, ker jih naročam preko spleta, včasih tudi kaj čist na blef in ja, tudi spreminjajo se, ne, imaš eno firmo, en model, naslednjo Pa je sezono. Ja, naslednja edicija je lahko že čisto točno to, ja. Je že lahko čisto drugačno. Tako da- zmer ti žal, da nisi takrat vzel dveh parov, ko so A ne, bile. ja, se zna zgoditi, ja, in pol porabljaš tiste superge, ne bom zdaj 150 evrov vrgla stran, jih pač probaš porabiti, pa traja potem to z 2 leti včasih. Ja, no, ja, pač tako to je. Zdaj, Ja. rekreativke tvojega kova tako hitre, poznam tudi kakšno, bi si začela iskati so kakšne sponzorje, da bi kakšne copate zrihtal, ti pač ne greš v te vode. Nisem sploh razmišljala o tem, da veš, mogoče nimam niti občutka, da spadam med mislim, hitre. Ta beseda se mi že zelo malo čudno sliši, no, se je toliko hitrejši od mene, veš. Da bi sploh razmišljala o tem, no. Mislim, sicer pa ja, zakaj pa ne, ne? Mislim, Mogoče pa res sponzorji navalite, veste, kje je dobova, včasih je bil tam sedež slovenskega Adidasa, pa še imamo kakšnega tudi internet. Tako, ja, tudi, ja. A Imamo veš, tudi internet. Tako da- internet ima, Katarina Ja, Vrabec, pogooglejte, imamo. pošljite ponudbo za, a ne, za sponzorsko pogodbo, pa bo ona to preučila, podpisala. Zdaj, Z tri, veseljem. Z evo, veseljem. pa da vidimo, a ne. Ja, Mislim, ja. mislim, da Sokoni, kot vem, prodajajo tako ali tako tam v Trebnjem, oziroma so tam bili zastopniki včasih, tako da to je bilo zblizu, a ne. Uh, Ja. ja, vidno ne več za Trebnje, ne vem, jaz jih kar, ali ta top for running jih naročam, ne vem, če lahko reklamo sicer delamo tle. Seveda, izvoli, Lahko, izvoli. no, večino kar pri njih naročam. Ali pa če še kje najdem kako akcijo, vem, da imam kak as znamec ta sportal tle, da sem tudi že zasledila, mislim, da so oni imeli. Večinoma prek interneta, le. Počakaš, da cena pade, pa kako akcijo, pa se da kar uredi. Oh, Ja, ja, ja. to je to, ja, mi, ki nimamo sponzorjev, smo obsojeni na, pač, na dobroto pač akcij in Ja, spopustov. In tudi, ja. tako. Tudi. Te več Katarina, koristite. Ja. zdaj me res zanima, a ne, zdaj nisi še tako dolgo na sceni, zdaj boš počasi, bo že desetletje. Zakaj se Katarina Vrabec poda v maratonski tek, ki pač ni najlažja stvar na svetu, a ne, pa vendarle, a ne, 42 km je matranje, pa večkrat, ko ga tečeš, rečeš, da nekaj časa pa zdaj ne boš ali pa nikoli, pa izmerno narediš. Kako si pa ti prišla, recimo, pol, ne vem,
si tekla že med študijem, pa si pol to nadaljevala, izvoli, povej, prosim. Maratonski tek je mogoče res mislim, od teh razdalj cestnih, zdaj ne bi se spuščala v ultra, ker te vode nisem šla, je najtežji verjetno zaradi dolžine in vsega, je pa tudi najbolj zadovoljujoč. Vsaj meni, recimo. Jaz se sicer, ko sem bila mlajša, se nisem rada s športom ukvarjala. V srednji šoli sem imela celo opravičilo za telovadbo, tega sploh nisem marala. Ja, pa srednja šola, tam smo šli rajš na kavo čez cesto. Tisti čas, ne, smo bili, ja. Potem sem pa na faksu sem pa začela, potem, ker sicer teči ne redno, tek je bil bolj tako občasno, pa poleti, pa se veš, tisto kampanjsko, mogoče kak par tednov, ja, pa pol parkrat si šel, pa tako. Ne bi rekla, da sem redno tekla, sploh ne. Sem pa začela pa druge stvari, na aerobiko in drugače smučam zelo rada. Sicer to ni endurance, ampak potem smo tudi v hribe začeli hoditi. Tek se je pa pol začel res redno, mislim, da tam 2012, 2013, mislim, da je moglo biti nekako, ko sem bila že v Ljubljani, pa mi je manjkalo. Takrat sem začela tudi z doktorskim študijem, pa raziskovalnim delom, pa tako naprej, in sem rabila nekaj, mislim, da je to čisto klasična zgodba. Rabiš nekaj, da greš ven na zrak in si glavo spucaš. To je, in vem, da sem tam po Golovcu tekala in v Ljubljanci in tako naprej. Takrat še zdaleč nisem razmišljala, da bi na kakšna tekmovanja hodila, kaj šele na, mislim, sem maraton, ki ne razmišljaš takrat o tem. Pol pa ja, potem pa mislim, da sem šla po kakih 2 letih, veš, kjer je bil moja prva tekma, je bila nočna 10 na Bledu. To je bilo, Videl sem mislim, da eno fotko, pa ja, joj. mislim, da je bilo to leta 2014, po moje, da sva šla z mojim partnerjem Markotom, da sva prišla tja. In to je bila moja prva, ja, tako, ta 10. In vem, da sem takrat nekih 47 minut ali koliko tekla in sem bila presrečna. Ker nisem trenirala namensko, niti, kje, takrat še nisem imela niti ure, telefon v žepu ali še to, ne, mislim, malo navadno uro, pa sam čas gledaš, kako je bilo, se ne vem več točno. In si nisem mislila, da kaj se bomo videli, kako bo, in je bilo super. Res. In To si so bili še ugotovila, tajti da nočne 10. ojoj, te nočne 10 so Ja, ja. marsikakšno Luštno je to, res. tekaško kariero štartale, tako rečemo, ne sem tekaško, še kakšno drugo, ampak mislim, si ugotovila, da si tudi malo talentirana za vzdržljivostni šport, če lahko, ne, tako Pa rečem. vem, nikoli nisem kazala, se pravi, nikoli se mi ni zdelo, da imam neke predispozicije. Mislim, sem pa trmasta, sem vztrajna, ja, to pa pač bom. Verjetno mi pa glih glava, ki je taka malo posebna, mogoče mi pa glih omogoča ta vzdržljivostni šport. Sej, malo moraš biti. Ja, Definitivno veš, da boš šel izven cone udobja, samo to se že na 10 kilometrov. Če hočeš 10 kilometrov dobro odlaufati, je včasih še hujš napor, kot pa mogoče 21, čisto odvisen zdaj, kaj si zadaš, kakšen tempo, ampak ja, 10 zna biti kar gaganje, ne, starta do cilja, če hočeš. mislim, ja, res je, Ja, ker greš ves čas na polno in ni tle tako je, ja, predahanja, moraš ja. zadihati, na Ni maratonu nujno, mogoče lahko to zadihaš, ja. lažje, no, tam drugače, bolj na polno, višji pulzi. Ja. In Tako da, evo, pol, ja, v bistvu se moja tekaška ta kariera oziroma s tekmami se začela na tvoji nočni 10. Ja, tako. Evo, sem vesel, vidiš. da smo dobili eno tako maratonko ven iz tega, ampak ta tvoj razvoj je bil čisto organski, to te pol, gremo pa na polovičko pogledati, pa levo Tako, desno ali kako. ja. Ja, se mislim, da naslednje leto je bila pa pol polovička, se mi bi mogla bi pogledati, ampak se je približno se spomnim, da ni to kvažen. Mislim, da je bilo pol 2015, da sem šla, pa sigurna sem, da je bil istrski polmaraton, prva polovička. In je bilo tudi, to je bila tudi še vedno navadna ura, sem samo kilometrske oznake gledala, pa pač koliko časa sem sam čas spremljala, koliko porabim. Ja, še ena lepa izkušnja, vem, da je šla najboljša prijateljica takrat z mano, ampak tudi zdaj, če pomislim, koliko je zdaj enih stvari, recimo, na katere probaš biti pozoren, recimo pa treninge narediti malo bolj, pa takole, pa vsi te geli, dobro, to pride potem z maratonom, pa hidracija, pa ne vem kaj.
Takrat je bilo še vse čisto preprosto. Obleko si šel odlaufati, kakor je bilo, nisi se obremenjeval ne s cajtom, ne z ničimer. Lepo, zanimivo. Pa me je pa posrkalo počasi. Tudi sicer v maratonu takrat še vedno nisem razmišljala, mislim, da sem pa še kar par polovičk tekla. Sem pa pol še, mislim, da 2017 ali 2018 začela v maratonu razmišljati, da bi pa mogoče jaz vseeno probala še enkrat daljšo razdaljo. Ali pa Enkrat, to je čisto enkrat, da vidim. A si koga vprašala pred prvim maratonom, kako to zgleda? Si imela v okolici kaj ljudi, ki so to že naredili, pa si jih povprašala? Osebno ne, sam jaz zelo rada berem, tako da sem si pač prebrala sem si pač vse, kar je bilo takrat na voljo glede tega. Takrat je še Polet izhajal, recimo, je bila ena taka revija, ki se jo pač naše generacije še spomnimo. Pač vse, kar je bilo, mislim, ne vem, je bil Tekač tudi takrat, pa kar se je po internetu našel. Veliko sem si prebrala, veliko sem se sama pol naučila, veliko seveda iz lastnih izkušenj na napakah. Je tudi marsikaj me je bolelo, tudi pretiravala sem, tudi sem probala z glavo čez zid. Ampak ja, tako je, ja. Nikoli nisem razmišljala, da bi si nekega trenerja ali karkoli mislila. Tako da pol se učiš iz literature, iz napak drugih, najbolj pa iz svojih probanj in ja. No, evo, to rekreativci pa trenerji, to je danes popularno, ne? Praktično vsak drugi ima se mi zdi, trenerja, ja. pa tekaško skupino pa neki, ne? Ja. Jaz rad tečem kaj v skupini, da bi se podvrgel kakšnemu režimu, razen tistemu, ki ga sam nakvačkam, si ne predstavljam, ker težko prenašam avtoriteto, žali Bog, ne? Pač tak sem, ne? Mislim, vem, da lahko tudi s svojimi recepti dosežem uspehe, se učim iz pripovedovanja, tako kot ti praviš, ja, iz knjig, ampak da bi pa hodil nekam, ker mi bo nekdo pravil, kaj moram delati, pa se bom težko pripravil. Pač tak sem, ne? Zdaj, če bi te, recimo, ponudil, ne vem, kakšen znanih slovenskih trenerjev, ki ima rekreativce, bi rekel, Katarina, pridi zdaj, boš pod mojo taktirko pa prišla do maratona pod 3 urami, kaj bi naredila? Bi se odzvala ali ne? Bi se, ja. Bi se. Bi se. Pa to bi mi bil spet nek tak izziv, konkreten izziv, ja, to je noro. Za 3 ure sam vem točno, kak tempo je, ker sem ga držala sem ga na polovički, imam polovičko pod uro 30, tudi na sekunde, ampak imam. Tako da vem sam, kak je tempo. Vemo pa, da je pač polovička čist druga zgodba, kot pa 42 kilometrov, tako da ja, to bi bilo, mislim, da bi bilo treba prej spraviti pod 3:15 pa 3:10 pa tako naprej, no. Najbrž bi bilo to kar 2 leti dela, če ne še kaj več. Vprašanje tudi, kak je moj material, če je sposoben sploh, ne vem, kdo bi vedel. Jaz, moje laično mnenje, no, ampak zaradi tega, ker pač imam veliko podatkov iz terena, empiričnih, takih in drugačnih, ne, pravi, da imaš vse predispozicije, da ti to lahko uspe. Vprašanje, ki sem ti ga prej postavil, je bilo pa v bistvu malo provokativno in si mi odgovorila na obe dve vprašanji, ki sta se skrivali noter, ne. Namreč, ali je SAP3 pač tudi nekje na tvoje, bom rekel, nekje med tvojimi željami, ne, in si mi pozitivno potrdila, ne, da je, ne, kar pomeni, če vse ostalo, jaz mislim, da imaš, če imaš tudi željo, ne, potem se pa lahko pogovarjava, evo, recimo tako, če smo že pri tem, ne. To si rekel, še več daleč pri meni. To je še več kot 15 minut, to je kar Vsi, ki smo to že kadarkoli počenjali, vemo, da je to vesolje, 2 vesolji sta to, 2:59 pa 3:05 sta 2 različni vesolji, kaj šele 3:15, ampak vedno težje je rezati to proč, ampak no, to je tisto, ne, kar sem ti prej rekel, ne, morda pa ja, pa te kdo pograbi, ker vem, da je tam zunaj kar dosti zanimivih trenerjev, da sama ga ne boš iskala trenerja ali pač, recimo. Razmišljala še nisem o tem, mi je padalo na pamet, ampak nekako zdaj, mislim, jaz sem si pobrala pač z interneta par treningov in sem jih pač preko teh let sem si jih tako prilagodila, da mi ustrezajo. Tudi na podlagi tega, kar sem sama videla, da mi ustreza, pa mi ne ustreza. Tako da ja, jaz delam in intervalne treninge in tempo teke in dolge teke in to, kar jaz mislim, da tisto bazo, ja, verjamem pa, da lahko nekdo, ki
se spozna, pa je zunanji in je dober v tem, da ti definitivno lahko pomagajo pri tem. Zdaj pa vprašanje, koliko časa sem jaz še pripravljena garati, pa koliko dni na teden, ker že tako 5krat na teden tečem in je kar velik del prostega časa je temu namenjen. Ampak ja, le nikoli ne reci nikoli, bomo videli. Mogoče me pa pič kdaj, da bi pa rekla, pa dajmo probati, ne, zakaj ne, se nimaš kaj izgubiti. Ja, zdaj prihajaš Ja, v prava maratonska leta, ti rečem. ja, Zdaj, to je to, to je zdaj to. Uh, ja, definitivno. Bomo v tej zgodbi še kdaj kakšno rekla, jaz si mislim, da bo to še zanimivo. Kakorkoli že, a ne, če gremo nazaj k tvojem prvem maratonu, če se spomniš, a te je bilo kaj strah iti na ja, veš kraljevsko da, razdaljo? A? veš da, veš da. Se, nekaj je narobe, če te ni. Mislim, Se skoraj strinjam. škoda, ker to je taka cela paleta. Pa sej še zdaj se mi zdi, da je včasih cela paleta čustev, pa strahu nimam več, tega sem se znebila, spoštovanje do razdalje pa še vedno. Ker čist vsakič nikoli ne veš, kaj ti bo pripravil. Vedno je nekaj novega, vedno se lahko kaj nepredvidljivega zgodi. Zdaj, bolj, ko greš na rezultat, bolj več je tveganja, itak ne, mislim, lahko te pobere, lahko te, ne vem, v zid se sicer še nisem zaletela, te izkušnje niti ne rabim, no. Tudi če se nikoli ne, nič hudega, DNF-ja tudi nimam z istega razloga, na srečo. Čakaj, kaj si me že, aha, če me je bilo strah prvega. Ja, veš, da me je bilo strah, seveda me je bilo. Ampak se pa tudi zelo dobro spomnim, da ko sem stala tam na startu tega Ljubljanski maraton 2018, da sem se uspela čisto umiriti, da sem naprav v nekem tistem svojem zenu, da enostavno to je to, trenirala si, pripravljala si, vse tiste, veš, vse so malo floskule mogoče, ampak ja, vsi ta težki treningi so za tabo, tole je sam še Viktor je lep, ne. In mislim, Viktor je lep, tako da tista češnjica na torti, vse ostalo ta težko je narejeno, tako da pejte pa v živi, imaš to pripravljeno si. In tega občutka se ful spomnim, no. Cilj je pa, je bil pa čustven pol, ja, sploh prvi je prvi, pa še zdaj znam biti kar dosti čustvena v cilju, ne vem, očitno tako name to vpliva, lepo, no, mislim, doživim, večinoma jih zelo, zelo tako doživim čustveno, bi rekla, no, cilj. Je pa Sploh sej, po teh, sploh po teh kakih večjih maratonih je zanimivo, recimo, se spomnim jih lani v Bostonu, ko smo bili skupaj, pa to je enih solz tudi okrog tebe, mislim, to je neka taka, ne vem, čez nekaj posebnega, neka posebna energija na ljudi in vsak teče svojo tekmo, vsak se s svojimi izzivi, s svojimi težavami sooča in čisto vsak je vesel, ko pride v cilj in tudi prav je tako. Dejansko bi vsak bi mogel biti vesel, tudi če se ti ne izide čisto ali časovno ali kakorkoli. Lej, prelaufal si ga, to je zmaga, je že sam to, da prideš v cilj. Pa v enem kosu, recimo, to je to. Vse ostalo je samo še nagrada. ne, mislim, lej, Američani, ki ideš, se cmerijo, ja, A ja, mislim, mogoče pa njih še bolj, ja. povsod se cmerijo in Ja, mogoče, pri nas smo bili bolj stoično zadržani, ampak mislim, da se to spreminja, zakaj ja. pa ne bi potočil kakšne solze, konc koncev. Um, Pa lej, ne vem, kako se počutiš, ne, pač če ta- se, lej, meni gre zmer kot cilj po koncu, ne, ker je proti cilju, pa če se še kaj tam dogaja, ali pa slišiš ne, kakšno melodijo, ti te mislim, imel ful dober, tisti v cilj laufati, ja. a Prosto ne. sem te prekinila, ampak ja. Ne, ja, mislim, tlele priznaj tisti zadnji spust dol iz Trocaderota Ja, proti cilju, ja, ki so tega zbijali nam tam po pozabila. tistem, ne vem, no, še zdaj bi Tega, rekel, ja, jaz tudi, tega nam pozabila, ja. mislim, Imamo ja, pa majčkeno si rečeš, težko, zaradi nas so bili tam, a ne, mi smo bili tam glavne zvezde in noro. ja, A še ne. zadnji 1 kilometer prej se še malo vzpenjal, se spomniš verjetno, pa prideš gor, pa se pa, mislim, da zadnji kilometer se pa spusti in je res, res lepo, ja, pa še unih 500 metrov pred ciljem, hrup, navijanje, gremo, lepo, ja. Mislim, Te zadnji kilometri so mi vedno to je to. lepi, ja. Takrat res vse pozabiš, no, ne vem. Vse pozabiš. Ma, to vejo tisti, ki so to prelaufali, zato smo Kdaj gremo zasvojeni s spet, ne? tem.
je to. Ja, mislim, kdaj greš spet, pa si Ja. rečeš, noro. Mislim, ti si prelafal, ok, Ljubljanca, Klukca, znam, tvoj najslabši maraton je tvoj prvi 3:45, po to ni šla nikoli, ja, zaenkrat ne. Če boš Ja, kdaj šla, ko boš starejša, počasnejša, nič najbrž, hudega, no, nič hudega, vse v redu. vse je v redu. Tako je, to je v redu. No, in potem si šla, pa Istra, pa spet Ljubljana, pa Radenci. Mhm. Ampak bolj kot ti Slovenci, no, evo, dajš eno Radenci, ki so kmalu, no, reči besedo ali dve, jaz trdim, tako kot greš, ne vem, na klasični maraton Atene, To pardon, je da to. si pač priznan maraton, greš v Radence, da si priznan slovenski maraton, da ti dajo štempelj v knjigico, a ne, kaj ti v Pa Radencih, tisto lepo medaljo, ne? pa med, pa srček, a ne. Kaj pa ti, deva, rečemo v Radencih še kakšno na kratko reči, tvoje pod črto razmišljanje o maratonu najstarejšem pri nas? Mm, mm, Radenci, vroče, ravno. Veliko manj navijačev kot drugi, tam si pa zelo sam s sabo, no. Je pa spet drugače, pač zdaj pa kaj komu ustreza. Eni pravijo, da jim veliko bolj pašejo te bolj tihi maratoni, da so sami s sabo, da imajo mir. Recimo na drugi strani imaš te velike maratone, ki so bučni, ki bi si res pol že včasih komi čakaš, da imaš 5 minut tišine, zdaj včasih že čepe, da tlače ušesa, ne, da mečkam oddahneš, ampak ja, Radenci pa vedno so topli, vedno so vlažni. Vem, da mi bo kar težek tist maraton. Mislim, da sem ga šla laufat po 4 tedne po Londonu, ker sem nekako slabo sem si motivacijo našla za Radence in sem rekla, da kar nič pripravljena sem. London sem utekla, kaj pa če bi šla jaz kar zdajle še v Radence, enkrat, da ga odklukam, ker sem imela nekako občutek, da nikoli več. Ampak zdaj je pa res, da sem pa bila še ene dvakrat sigurno na polovički in mi je vsako leto bolj luštno tam. Se stvari spreminjajo, zdaj za 42 pa ne vem, bom pa videla, če bom šla še kdaj, mogoče pa. Boš. Od slovenskih bovc mi še manjka, 42, to bi rada Mhm. šla še, ja, sigurno. Slovenske moram narediti, vse 4. Ja, istrskega imam, Radence imam, Ljubljanca imam, Bovcko pa še bo šel na vrsto s svojimi klančki. Štiri pa Bolj res prej slovenska skoraj. deklica, ja, tako, Ja, tako, tako. ja, veš, da če grem zdaj že kdaj v tujino, kam slovenske moram pa pol tudi, no, laufat. Bi bilo lepo. Se strinjam, se strinjam. Zdaj, pa če si že omenila London, a ne. Um, Mhm. kje si pa zvohala, ali si prej vedela za majorse, najbrž ja, ne? Vedela A- sem, ja. Ali si šla najprej London, zato ker te je kaj drugega pritegnilo tja, zakaj London? Za majorse sem vedela, nisem pa razmišljala, da bi šla prav to Sixtarko delati. London se pa prav spomnim, da ste se pa ravno vi oglašali še do maraton, da imate, ne vem, mislim, da so bile 2 četrtine fraj, Mhm. pa sem tistakrat, ne bom. Pa mislim, da sem se že z mojim prijavljala že prej, točno. London sva se midva že z mojim partnerjem Markotom prijavila že takrat pred covidom, ker je bilo potem odpovedano. Mhm. In to preko še do maratonca, s tistim potem ni bilo nič. Potem sem pa videla kako leto, dve kasneje, da ste vi imeli še neke četrtnine viška. In se za takrat čisto impulzivno, vem, da sem ti napisala, če je to še fraj, pa da bi jaz šla. Tako da sem to odločila, sem šla. Moj prvi major, prvi tuji maraton, prvi pač ogromen maraton z vsem tem, kar pride zraven, logistiko in potovanjem in vsem tem. Tako da mislim, ta mi bo ostal tudi v posebnem spominu teh majorjev, verjetno tudi zato, ker je bil prvi, pa ta angleški humor, pa vse, mislim, mesto mi je itak lepo. Bila sem že enkrat prej v Londonu sicer z mojo mami, tako da se pravi, vsak posebej ostane na koncu v spominu, no. Nisem pa še takrat o majorjih tudi ne razmišljala. Sam se je pa potem začelo to samo nekako odvijati, ker sem naredila potem normo za Boston. Prav Mm, tam, ali kako? ne, mislim, da ni bila z Londona, mislim, da je bila kasneje, ker v Boston sem lani tekla, London je bil pa eno leto prej. Mislim, da sem v Ljubljani pol naredila normo za Boston. Vsaka grem, ne. Lej, normo imam, gremo, vi ste organizirali, smo šli. Potem je bil Berlin še lani septembra, tudi preko vas.
Pa veš, da imaš pa polovičko, ne? Tako da, ja, gremo dalje. In Zdaj pa pa ti bomo vsi videli. rečejo, ja, zdaj moraš pa Ja, zdaj narediti pa do bi, ne? konca. Torej. Zdaj pa bi, kaj? Zdaj sem se sva rekla, ne maram stvari puščati na pol, ne? Veš, kak je to? Katarina, sam zbezaš iz ene lukance. Zbedaš, da- ja, zbedaš, pa kaj Ona, enkrat novo, pol je pa fertik, ne? kaj te je recimo, ok, greš v London, pa London, nekaj pričakuješ, nekaj realno. Kaj te je najbolj presenetilo na londonskem maratonu? Mm, za začetek ta razsežnost, ker je bil moj prvi tak velik maraton, razsežnost, vsa ta logistika v zadnji organizacija, presenetili navijači tudi. To, ta energija, ki je na teh velikih maratonih, tega nikjer drugje ni. Pa, da bi toliko, mislim, tujcev, seveda tujcev, tam se tvoji medarali in te podpirali in navijali, pa to, mislim, to ne moreš nehati, razen če ti pol noge manjka, mislim, ja, kaj ni, mislim, res je lepo, mislim, že samo doživetje je lepo, ne, da je še mesto in vse skupaj, meni je bilo super, je, no. Saj, tam, zapomniš si jih. Če bi primerjala Boston, pardon, London pa Berlin, kateri ti je bil lažji? Spet težko primerjam, ker je Berlin lani bil pa zelo vroč. Mi smo Mhm. imeli 20 stopinj na štartu, sonce, sam sem bila sem tudi tam, sem bila zelo dobro pripravljena in jaz sicer nisem imela težav, šla sem ga pa kar z rezervo laufat zaradi tega vremena, temperatur in vsega. Lažji, jaz mislim, če bi bilo hladno, je Berlin lažji, po moje. Jaz mislim, da bi bil lažji. Kljub temu, da se v Londonu najprej spustiš dol v mesto, pa da To je res, ja. praktično. To je Ja, res. To je res. To sem večkrat že pozabila, ja. Te spusti so malo triki, ne? To zna tako grdo noge zbiti v štartu, če se preveč zaletiš, to je tako, no, te spusti, če je malo naklona, je fajn, če je pa preveč, pa če se ne znaš zabremzati, je pa tudi hudič, no, te pa, mislim, da te bolj ustavi na koncu. Mislim, mogoče še kaj časa preizgubiš, kot pa pridobiš zaradi teh spustov. Tako da jaz bi rekla Berlin, no, zdaj, če se moram odločiti za enega, bi rekla, da je Berlin hitrejši. Ali pa mogoče meni. no, sej statistika govori nekoliko prid Berlina, ker je imel več svetovnih rekordov, zdaj jih ima Chicago. Ne? Ja, ja, ja. Zadnji leta, prej je bil Berlin, tudi London je bil vmes že, ampak Berlin je London prehiteval za kakšno minutko vedno. No, tako da, ajde, ne? Zna biti, da potem tudi bi bilo pri tebi isto. Zdaj mi moraš pa dati, ja, preden zaključila ta pogovor, nujno, ne? Nekaj napotkov za Boston, ki ga gremo tripčkati, sicer bodo drage gledalke, poslušalci tole gledali, ko bom že, upam, da Lizo vrane po maratonu, ampak evo, tako da, ali bo tisto, kar mi ti poveš, se tudi meni uresničilo ali ne, ne vem, ampak ja, evo, sama ušesa so me. Ja, kaj pa Boston, na kaj pa treba biti pozoren v Bostonu? Boston, ravno ta spust. Ta Bostonu je pa kar konkreten klanc navzdol v štartu, ki ga fejst čutiš, in je na tele neogrete mišice, neogrete noge, oziroma itak tam čakaš, ne vem, jaz sem vedno slabo si ogret na teh velikih maratonih, ker se pač se ne začneš laufati. Probaš tiste prve kilometre bolj na izi odlaufati, pa se s tem ogreješ. Tako da jaz sem mislim, da pred Bostonom toliko enih teh warnings, nekih teh nasvetov ali pa opozoril slišala, no, ne se zagnati v štartu, bremzi se, ampak je to ful problem v resnici narediti, zato ker si tam, tista energija je, klanc dolje, leti, seveda leti, pač spustiš noge, ampak ko se začne stvar vzpenjati, potem ne po teh spustih, so noge obup, vsaj meni se je to zgodilo, no. Pač to, kar sem brala, to se mi je zgodilo. Tako da jaz, če bi ti kaj dala na svet, je to, da v izi tečeš tiste vsaj prva 2 kilometra, vsaj tako, da se noge lepo ugrejo, pa dalje. To najbolj, no, to je bila moja mogoče taka napaka. Eno, seveda na svet, ki ga bom ponotranjil, pa če bom vsaj majčkeno prvoli ne upošteval, ker vem, Boš da videl, ja, ti meni ni uspelo. mislim, Mene ne bo. ne,
ni let, ki jih moraš teči, da bi se karkoli naučil iz lastnih ali pa drugih Ja, napak, ne, ker te potekne. Ampak ja. karkoli. Kaj ti je bilo všeč tam, no, te veselice ob progi, Mhm. Ful. mislim, kaj te je mogoče, kaj ti najbolj ostalo v spominu? No. Veš, kaj se zelo zdaj spomnim že tega odhoda na štart, ker te peljejo s temi njihovimi šolskimi avtobusi. Mislim, da je to edini maraton, ki se teče na ponedeljek, ker imajo oni ta svoj Patriot zdaj, ne? Mhm. Kar pomeni, da so doma. In te pač s temi šolskimi busi te peljejo na štart 42 km ven v kraj Hopkinton, če se to spomnim. Tako je, ja. Ja, in tam so v bistvu te tipične ameriške hiške, ko s filmov, garaže, žarec Marijo zunaj, vohaš tisto meso, sedijo zunaj na ležalnikih, ti si pa tam na štartu, hodiš proti startu. In ja, je tisti nek, jaz sem bila tudi prvič sicer v Ameriki, ampak direkt tako, ko z nekega filma, take nadaljevanke so mi bile te njihove montažne bajtice in ta vtis na startu mi je zelo ostal v spominu. Navijači so itak nori, to je tudi. Klančki, gor dol, zelo taka razgibana trasa. Kaj je že Heartbreak Hill, mislim, da je zadnji klanc, ne tisti, ki je, mislim, da malo daljši tudi. Ko prideš tja na vrh, je potem sam še fajn. Ampak Samo to imaš še- tam še kar 10, več kot 10 km, ne? Ja, Nekako. mislim, da glih nekaj takega, da glih še 10 pol, ja. Tako, je, lepo, spet lej, fajn. Ti je Ti šlo si po... ga, Izvoli, kaj nekaj si hotela reči, ja. ti si ga že tekel tega bostonskega ali prvič tudi? Mislim, ne bom več kot enkrat tega počenjal, ne. Najbrž, ne. Najbrž, kje pa je čas, saj sama veš, v Ja, življenju toliko stvari še ja. za narediti. Tako da ne, ampak tokrat sem že izpraševal svoje goste, tule pa tudi ljudi v živo, pa prebral čisto vso literaturo na to temo, da praktično že bi znal že zgodbo napisati, kako sem ga odtekel, čeprav ga nisem, no, ampak Mhm, zdaj me Firbec smatra, mhm. kako bo realnost, ne, mogoče različna od tega, kar si v glavi predstavljam, ja, pa vse skupaj, ampak v bistvu se že veselim, sem navdušen. Boston Ja, je ja, najstarejši na svetu in tako, to pa se letos. vidi, no, oni res živijo za ta dan, no, tam Mhm, in mhm. Pa zdaj je 130 letos, ne, tako da bo lepo, jubilejni. če to povrh vsega, ne, kar Ja, to bi si mislil, da to že se dogaja že 130 let, noro, pa tisti noro. cilj je legendaren, ne, cilj je pač, to je, ja, se vidi, da imajo tradicijo. Tam moraš uživati, tam tudi če te vse boli, se moraš nasmejati, ko prideš v cilj. Koliko zmerno. Bi šla še enkrat v Boston, ne vem, recimo, če bi. Mm, uh, mislim, zdaj, če bi bila prilika, veš, da bi šla, ampak tukaj je še enih stvari, ki bi jih mogoče rada, da grem potem, ko eno stvar naredim, mi ostane v spominu taka, ki je in si niti si ne želim pol tega spomina kakorkoli spreminjati. Ali pa ne vem, da me je nekdo sprašal, če bi šla na Kilimandžaro še enkrat. Mislim, bi šla, nimam pa neke posebne želje še enkrat ponoviti nekih takih stvari, ker sem jih in lepše ne more biti. In zakaj bi sploh šla še enkrat? Raje bi šla še kam drugam, recimo Atene, kot si prej omenila, Atene bi še ful rada odtekla. Viš, da se najde tega, Valencijo bi rada še enkrat šla. Pa v teh majorjev mi še ostajajo stvari. Mislim, Um, zdaj, a ta koledar imaš zdaj razdelan, ja, kako si zdaj sledijo preostali trije majorji? ja, letos imam Chicago še potem jesen. Mhm. Ostalo mislim, da drugo leto je New York, ne, smo nekje mislim, da se prav spomnim, da bi sicer že letos prišli zraven, pa da smo rekli, da bomo prestavili na drugo leto, tako da to definitivno računam na ŠD, Mislim, ker rep je vsi, tako, no, se mi vsi zdi, da še zabeleženi, tam. ja, tako. Ja, Ja, um, pol pa še zdaj, Tokio, ja, kaj pa ti? Tokio bom pa videl, kako bo. Ko bo, Se pravi, bomo se, videli. se boš sproti odločil, nimaš zdaj, če bi te rekel, ja, ok, major je moraš zaključiti, Ljubljano, sigurno, sigurno greš ali ne, ker imaš zdaj Chicago, kako to zgleda. Letos grem na desetko. Mhm. Prvič grem na desetko, ker je en teden po Chicagu, pa sem rekla, pač sodelovala rada bi, ker pač letos je pa 30. Ljubljanski maraton, pa tukaj smo, rada se udeležujem, pač
in maraton ali pa polovička ali pa karkoli. Tako pa če bi šla jaz letos na 10, evo, ker še nisem bila, pa ampak zgolj sodelovati. Tako da podpreš organizatorje in ker mi je pač ljubljanski in je zelo ljubi od naših. Tako da Prej bom si- šla. Prej si imela trekkinge, zato pa vprašam naslednja stvar, kaj pa traili, boš tudi daj se podločila trailov, ker to je pa združevanje, evo, teka pa trekkinga pa tako naprej. A veš, da sem ravno v zadnjem času začela razmišljati, da je to še ena stvar, ki bi jo pa mogla probati. Mislim, ki jo želim probati, ker jo še nisem. Tako da bi šla v štartu na kak krajši trail. En je tle dosti blizu nas, je ta šmarješki trail, ki sem ga že lani malo gledala. Čisto tako, da vidim, ker mislim, da bi mi bilo strašno všeč. Ja, probala bom sigurno. Zakaj pa ne? Sam, veš, ne pred kakšnimi, pred majorji teden ali pa dva prej laufati trailov, zato da si, Ne? Točno to, ja. da si bog ne daj, da si kaj Bog takega ne daj. narediš. Ja, mislim, ker se je to že dogajalo, no, Ja. pa je bilo grozno. No, tako da Katarina Vrabec ima cel kup, mislim, tekla bo, kjer pa, sam še to, evo, pa ti pa pustim tvojim obveznostim nasproti, kje, če bi te zdaj vprašal, ti je najljubša tekaška špura, steza, cesta, ki jo pač se nikoli ne naveličaš, pa lahko zmeraj tečeš po njej. Ja, to bo potem kar tle v bližini doma. Imaš kakšno krog, kakšno... Ja. Tle je super, kar se teka tiče, se nimam kaj pritoževati. Za dolge teke imam eno tako razgibano traso, gor dol, večinoma asfalt, pokopališče je vmes za vodo, pol imam za tempo teke, imam ravnino, imam v drugo smer, za kakšne intervale, imam neke kilometrske tle, lokalne ceste, ki jih lahko uporabljam za to, tako da, ja, za teči je tle super, no, res. Ni semaforjev, recimo, ne, ker se pač... Pa srečuješ, kaj pa ostale tekače zdaj, ker je tek res popularen, pa kakšnega poznam še z istih koncev, srečuješ kaj druge rekreativce? A? Ja, neki nas je, mislim, da nas je tudi, jaz, ko sem začela tle teči, sem bila bolj ne sama, pa mogoče moj partner kdaj, zdaj nas je pa že neki, ki tudi čez zimo vztrajamo, pa se srečujemo, no. Poleti seveda več, spomladi se začne na novo. Je neki, tudi en vem, da je tukaj, ki tudi zelo dobro laufa, ima tudi tam okoli 3 ure, mislim, da maratone laufa, je pa mlajši od mene. Mislim, da je z unih koncev dol Marko Stanič, Jože Kopinč, Ja. tam. Sam mislim, da on pa traile tečejo, ne? Ta traile, ja, tako, Ja. Luka Jakuš Mejarec, mislim, da je tudi v redu. Tako, ja, tudi. Tako da tam ste, tam kar je, Zagnani. ja, mislim, Ja. Dubova je močna v maratonskem svetu. Katarina, lej, rekel sem bo en urci fertik, kje pa, pa še bi se lahko pogovarjala. Zdaj, hvala vsem, da si se tako hitro odzvala. Bova Ni problema, z veseljem. to debato nadaljevala, ko greš pod 3, tako da sponzorji pa trenerji Katarina Vrabec, evo, kontaktirajte jo, da veste, kje je. Pomenjeno, hvala tebi. Katarina, hvala, pozdravi tudi Marka, no, Bom. pa ga bom tudi jaz videl kmalu tam. Vse ti ga bom predala jutri. Se vidijo, se veselim. Katarina, dobro treniri. Upam, da imate tiste zrihtane, da ne bo tako kalani. Poskrbi, prosim, še ti za vse, ja, da bo vse po planu. Maham v Dobovo, se Tudi jaz. vidimo. Jaz pa nazaj. Hvala ti. Srečno. Čau. Enako. Ajde, čau.